politiko štartali. Se še ni snimal. Nismo še sreče, nismo snemali. Vse v redu. Smo sami za vse, ker nimamo tega tonskega tehnika. Se to ne zgodi tako, kot včasih, če šipo pogleda, pa je že on že rolo. Že vrtel. Že vrtel prst. Prstek je že zavrtel se. Zdaj ni več tako, ne. So pač taki časi. Še mal pa bojo prazniki pa to, ali? Ja, zdaj smo pa že, a smo že, ne. Nismo še, zdaj še november, ne? Ja. Se prav spomnim. Ja. No, smo 27, a ne? 27 smo doma. Če je to še prav napisal. Je. Sem šel preveriti, ker nikoli, a veš, se ne veš. Mogoče so kaj izvedeli, da jih bomo kiknili, pa da se je kaj ponorčval. No, se smo videli v internetu prejšnji teden, se je bilo malo. Da še malo pa lučke, ne? Ja, še malo pa lučke, ja. Tako ne. Veseli november je že v izteku, ne. Tako, veseli november se izteka. Letos je bil kar Black Friday. Black Friday, itek cel mesec že od avgusta naprej. Ja. Približen. Ne, samo tam okoli Black Friday so pa res stisnili. Je pa tisk. Ful sem čutil pritiska. Nobene kitare nisem kupil, kar sem kar ponosen na se. Ne, govor, ker zdaj le se vemo, kdaj mi snemamo. Ne po nesreče. Ne, ker sem se... Kupil tale Fender je bil pa kofes pa pocen. Ne, gledal sem zdaj gledam sam te Harley Benson, ki so res pocen pa dobri. A veš, en Fender je, ne vem... 3 Harley Bentoni se za enega srednjega Fendra, ne. Ampak so res dobri. Ne? A res, kaj? Ja. Zanj sem probal pri enem kolegu tega Gibsona, mislim, Les Paula njihovega, to je raketa, razumeš, pa 300 €. Ne. In pol kupiš 3, ne. Ampak nisem, hvala Bogu, tako da bom naslednjič. Wait for it. Ko bo Black Friday cena, ko ne bo 300, ko bo 250. To manj ima skos. Tako da bom lahko tu še zdaj decembra, ko pride, tako da bomo videli, kva bo. Ja, za nov let bo še drage poslušalci, hvala za seribe.si, da bomo imeli za božičnico. Prej smo se pogovarjali, če bo šli na novoletno večerjo, kaj letos. Tako. Sicer pa smo ugotovili, da glede na to, da smo sam 3, da bo ful pocen, da ne bomo neki stroške šli. Če bo božičnica v tisti višini, ki je bila lanska, čeprav 0. Ja, bomo šli še lažji. Pa če gremo na pico burek, smo ful prošparali. V bistvu. Burek samo prinesemo iz Hoferja. Čeprav po moje zdaj že tam ne bo. Že v Hoferju drag svina, pizda. Se že v Hoferju skor 3 €, pizda. Žemeljca. Bomo kar pri Olimpiji. Sploh ne vem, kaj je zdaj najcenejša hitra prehrana. V bistvu ne vem, največ kalorij za najmanj denarja. Težko rečem. Težko, nisem že dolgo kaj tazga. Kakšen kebab, kaj tazga? Po mojem, ja. A ni to, kje ta kebab je skozi isto? Po mojem burek še zmer tako. Kaj cenej, a veš, kebab je tako? Burek je zdrav pa dober. Ja, seveda, sam zdrav. Kebab je pa tudi ful zelenave. Pa jogurt. Jogurt, zelenava. Ja, jogurt je prelivno. Koliko več zelenave v kebabu, v to je res, v bistvu kebab je ful zdrava prehrana. Treba je zedi v šiško. V jagodo. Tako da imaš zelenjavo, beljakovine, vse imaš. To bo božična večerja. Druga varianta pa žrebičko zrezek, da gremo v... Ne, to nimamo. To nimamo več. Preveč. Žrebičkovi trakci so pa zdaj le zihar že 12. Bogatun. To bomo še pa na okroglo obletnico, ko bomo imeli 5 let. Ko bo naš sponzor Mastercarda, ne? Takrat bomo pa mi žrebičkove trakce mletili za božič. Tole pa ne črnodej. Ko bo naš sponzor. Se pravi, da ne bomo nikoli več šli, ali kaj? Imamo. To pa nisem zdaj vesel. Nisi vesel. Začel šparati, bom dal posebej račun. Ja. Čakaj. Bomo povedali za Slavka, tako kje smo. Še na pol čiste desetke nismo. Ampak, se to je to. Ja, sam ne to more to biti zmeram, ne? Ne more biti zmeram, ne.
Prejšnjič smo potegnili, zdaj smo. Se je išlo. Aritmetična sredina prejšnjega pa današnjega podcasta, mislim, da je glih. Mislim, da je glih 10. Ja, seveda, da je, če šteje. Ker je to skupen poglavje, prej je bilo 15, zdaj je 5, tako da je narejen. Če črto potegneš, že točno 10. Noro. Že 6. zaporedna Slavkova čista 10. Ne preverjati in računati, prosim. Slavko bo zihar preverjal. Slavko ne. Slavko verjem. Poslušalke pa poslušalci lovejo. Ne, Slavko lahko to na internetu. Slavko verjem, tako je, mi smo rekli, verjem nam. Ja, verjeti je treba. Ja, če verjameš, bo res. Tako. Zdaj smo pa že skoraj na 6 minutah, tako da ne, 5,5. Tako da mislim, da bo zdaj bo pa zihar. Ja, točno to smo čakali, zdaj smo z tega malo potegnili. To je ta, ne. Mislim, taki profesionalci smo, da nismo kar utihnili, pa počakali minute pa pol, veš, ne. Seveda, mora kaj povedati. To pa ne moreš. Ne, hvala, da ne. Mislim, zihar je kdo, ampak. Mislim, ja. Pustimo pri tem. Slava jim. Ja, slava jim. Nič, avizo. Zdravo, štoparke in štopari. To je podcast o vzvratnih tehnologijah, filozofijah in sploh vsem. Včasih tudi malo štoparskem vodniku po galaksiji, ampak ponavadi bolj ne. Kljub temu smo pa še vedno Aljo, Peli in Zi. Hvala za podporo. Hvala za poslušanje. Hvala za to, ker boste poslušali, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. A bomo obdelali? Kaj smo pa, Ford pa Artur so se srečala po dolgem času. Sta malo debatirala. Ne vem, kdo je bil koga bolj vesel. Pa ugotovila sta, kdo je Fordu spizdil ladjo. Mislim. No, Ford saj ni bil hčere od Arturja vesel. Ne prav zelo. Glede, da mu je razčesnila glavo, ni mu razčesnila, ga pa je. Ja, klepala po glav pa dvakrat. Tako, ne vem, kripto je ekvivalent Lambota mu je ukradla, ne. Tako. Tako da... Sam res, ja. Sam res. Tako da res je ni mogel vzljubiti na prvi trenutek, ne. Ja, in je tudi ni. In je tudi ni. Tako da to je bilo to, ne, v bistvu. Ja, več ali manj. Več ali manj, ja. Prav, pa Kvarnik. Pa pojmo v drug del 18. poglavja. Ja, Ford je, ne, to sta imela usodo galaksije, pa kje je random, ne, zgubljena pa to. Ja. Mislim, Artur je pozabil, da je random blažen ne vem koliko 1000 koncertih širom galaksije in je po moje videla več kot on. Dejstvo. In to ne samo v enem časovnem pasu, ampak je šla naprej pa nazaj striljan, ne. Tako da, ja, ampak dobro, sej pač kot starš je te strah. Kukorkoli. Veš, da ga je bilo. Ja, ampak Ford je resno hotel povedati Arturju, da s tem vodnikom se nekaj dogaja, da nekaj ni v redu, ne. Da so ga pokupili oziroma pouzmali. Ja, lep prevod našega predragega dr. Kodreta. In to pomeni vzeti ali ukrasti. Nekdo jim je pouzmal denar. Ne vem, če so sicer prav to pouzmal. A misliš, da je pouzmal? No, ne vem. V glavnem. Artur je bilo vseeno, če je kdo pouzmal ali pa pouzmal štoparski vodnik. Zunih jugoslovanskih, veš, Uzmoviči, Kradoviči. Mogoče pa to, ja. To so bili po mojem še te malo. Možno. Misliš? Samo vse SKJ je noter. A res, okay. Prav za res. Ja, je še scenarist butno. Dobro. A ga pokličemo, če je v redu. Mogoče ga bo drug teden, bomo videli.
Če pride nazaj. Ne, on pokliče. Koga jebe, ne on pokliče. Pa scenarist. Moramo biti pač na poziciji moči, veš. Ja, boš prav, ne bo se tako zdaj, ker ne. Pridi nazaj, prosim. Ne, sej sam to. Ja, sam vadaš. Ja. No, v glavnem, Artur je bil malo sarkastičen, da ne ga takoj seznam s tole galaktično založniško politiko. Da ga ful zanima. Da ga ful zanima. In se mu mešal od razburjenja. Lepo ga potrola in pol Ford preuči. To je tista stvar, ki praviš posmeh, ker on ne razume sarkazma, to smo že ugotovili. In pol valjda, da se Artur sproši in kar malo je besen v bistvu. Kaj misliš, da ta, ker recimo, tako kot pravijo, da tudi ta umetna inteligenca pa te zadeve, da sarkazma pa cinizma nekako ne štekajo, Ja. A to misliš, da kaj? To je pol omejen res sam na človeška bitja? Ali... Mislim, veš, veliko sarkazma in cinizma lahko tudi sam s tonom glasu narediš, ne? Ti lahko neki recimo to, če bi največ, to, kar je Artur, rekel... Če bi prebral to... Če to prebereš normalno, veš... Brez podtona, ker mi že znamo brati podton, ker nismo Ford Perfect, ne. Vse pravim, je to pol, ki si izven Alfe Centauri, da to zgubi se pol to? Očitno, ne vem. Ali kako mislim? Nimamo nekega, veš... Nimamo nekih empiričnih dokazov, tako da vse, kar so... Kako je kasneje, mislim... Reka kazala, veš, se pravim, ja. Mogoče ne. Mogoče pa ne, veš, če dobesedno jemlje, pa bi vzel, tako kot piše, ne? Povej mi nekaj, o založništvu, no? Prosim, mislim, zdaj sem že spet nadel, ampak... Ja. Povej mi, zanima me, res me zanima. Kakšno pa je stanje? A veš, v svetovnem založništvu je stanje tudi precej kočljivo, ne? Ja, ni fajn, mislim, tudi zdaj. Ne, zdaj, jaz nisem bil sarkastičen, sorry. Se vem, da ne. Ja, nisem. Sem ugotavil. Smo že meta na meta. Poslušam, v glavnem, pejbo, ker prijemo še na tretjo meto. V glavnem, razložil je, da je prestal najbolj zajebano noč v življenju in da če ga lahko malo upošteva in njegova čustva in vse to, da preden boš kakšna brezvezna poročila mu dajo ali nekaj. Ni bil najbolj srečen. Ni bil najbolj srečen, Ja, in pol mu je še z nekimi. V glavnem, to morate prebrati, ker vmes je tudi neki pa neka slina je, pa Ford je čist, mislim, Artur je čisto razburjen. In se mi zdi, da je že kar malo kričal na njega. Fordu se pa zdaj, da je to neka situacija, ki mora malo razmisliti, ne pa vse skupaj, ne pa kam, ne. Artur, kva imaš kle za razmišljati zdaj? Ja, valjda, ja. Tako da, ja. Ja, mislim, Ford... Zdaj mi malo vemo, mislim, sklepamo, ker smo videli tega ptiča, pa vemo, kaj je random povedal. Artur tudi ne ve, kaj zna, kaj je ta novi... Ford to ve, Artur pa še več ne ve. Artur tudi ni videl tega ta novega vodnika. Točno, saj so se pogovarjali. Ja, sploh ne ve, zakaj, kva, mislim... Ja. Pač mislim... Nek nov vodnik, whatever. Mislim, ti si rekel, da je nevarno. Ja. In pol ima tle eno lepo štorijo, ki pridete pol mislim, se je res dolg traktat, ne vem, če ga bom prav bral. Ampak Artur v bistvu pol pove, kaj v bistvu Ford misli in Ford reče, natanko to trdim. Kaj? In pol Ford končno pove, da je to zratno častno inženirstvo in to je tisto, kar je pač ptica povedala par epizod nazaj, tako. Da ona lahko gre malo nazaj pa malo poštima in da to pač to tako je. Ampak problem je, da Artur ne razume. Ne. Ja, se pa mu svetli, da njegova hči zdaj v tej zgodbi noter, ne? Ja. Tako, da to zdaj je resna stvar. Ker v bistvu Artur je vsaj zajno skrbi. Točno to, ja. In zdaj mu razloži, da pač ona v temu in da mogoče, da bi ga mogla ta zgodba malo začeti zanimati. Zato je Ford mogel malo premisliti, kako se stvari loti, da mu pač pove. Takole, otrokinja je vzela to reč,
In pol se v premovku en grom se zgodi in pol Artur reče, v redu, povej. Tako prav filmsko je bilo. Ne. In pol Ford prav po filmsko pove, da je skočil sem skozi pisarniško okno nebotičnika, kar smo obdelali v epizodah 163, 165, 168, pa najbolj 169. Ja, tudi reče, da ni sam enkrat skočil. In pol pove, da je večkrat skočil in da te prvič je bilo tako dobro, da kako se je on rešil z svojo, izredno domiselnostjo, pa še žrtvoval je, v bistvu še velika žrtev je bila, čevelj, ki ga je imel. Ja, res dober čevelj. Ja. Ampak da ta drugič, ki je skočil skozi okno, tega pa mi v bistvu ne vemo, ker je bil takrat pečino obešalnik. Ja. A veš, ta drugič, ki je skočil skozi okno. Ampak vemo, da je preživel, če tukaj ne. To vemo, ampak kako je preživel, pa ne vemo. To pa ne vemo. Pa kaj ga je rešil. Ja. In je priletel v naravnost v odprto kabino mimo letečega reaktomobila, v katerem je pilot ravno tedaj po nesreči pritisnil na gumb za izstrelitev, ko je hotel samo obrniti kaseta v stereo. To bi bilo tako lepo, da je bila kaseta, veš. Ja. Smo že imeli. Imaš raketomobil, z vso možno tehniko in z vsem skupaj. Ja, kasete so ostale. Ja, takrat so bile, veš, kaseta še. Se je rekel, kašne kasete, rekel sem kaseta. Mogoče je bila 3D muska gora. Ja, okay. 3D muska. Mislim, 3D video noter v kabini ali whatever, ne vem, nekaj. Projekcija, ki je šibala. Nisem jaz Douglas Adams, da bi si te moderne tehnologije kar spomnil, veš, takole, ne. Ja, no, v glavnem, Artur je pač ziher rekel, ne, to je ziher, si kakšen dan prej ti, a veš, ga sabotiral. Ne, in pa Ford razloži, da se neka veriga dogodkov, a veš, dogajala v bistvu, ne. Ja, in v bistvu je bil ptič, ne, vodnik. Vodnik to vse zrihtal, ne, da vse to prišlo do tega, kaj on vse to zrihtal. Točno to. In je rekel še, da smrtonosna stvarca, ne, da to v bistvu ni to, kakor bi rekel moj prijatelj Mičo, mislim, prijatelj z mladih ni. To ni tako nenadolžen. Veš, to je kar oren kreč. Tako da, ja, in pol spet začne s tem vzvratno-častnim inženirstvom in Artur spet ni navdušen. In pol se spomne. Artur malo ne razume, ne, se mi zdi. Pa vse eno. Se izmeram je tako, mečkan capla v zadnji. Malo ga tudi razumem, ker glede na to, mislim, ja, valjda capla, ampak Ford pa zmer hoče biti malo važen, koliko je on ful cool in ful res. To je pa res, ja, pa koliko ve. Ja, pa koliko ve, ne. Ja, imamo ta, kako bi se temu rekel, malo zvišen. Ja, imamo, verjetno, ja. Ali se pameten. Ali se tega zaveda, ali se tega ne zaveda, ne vemo. Ampak tako, no. Ampak pol Artur dobesedno preseka z enim sendvičem in ga malo požečla in se Ford ugotovi, da je dober in pol se spet obregneta ob čisto navadno govedo. To so te trakci. Ja, to so naši trakci, ja. Trakci čisto navadnega goveda. Ja. Hvala, da ste ribe pikasi. Pa tudi naslov se mi zdi, da bo. Trakci za podcast. In pol, a veš, ampak Ford ni obupal. Na 1.9. Trakci 5. Ja. Trakci 5, ja. Ford ni obupal in je še enkrat razložil, kako je pač ptič res huda reč in da je povedal, da bom na uslugo in povedal, da... In Ford je vedel in rekel, hvala lepa, ne, ampak on je rekel, da jaz sem že naredil stvari, ampak da je v bistvu vse naštiman in polke, a veš, kaj v bistvu je ugotovil, kaj ta ptič vse zmore, ne, se je odločil, da ga bo sam poslal, ne, čim dalj stran od sebe, ne, in hnemo, ne, da bo na varnem. Tako. In pa Ford še enkrat razloži, kako se je vrgel skozi okno. Celo zgodbo gre spet skozi. In gre še enkrat skozi, zato ker pač je Ford take sorte tip, ker rad pove, koliko je on ful cool in ful v redu. In se pol spet obregneta pri Arturjevih hčeri. In pa mu razloži, da je zdaj ona v verigi, ki bo vse dobila od vodnika. In da zdaj, to je pa nevaren. Ja. Mislim, zgleda, da vodnik tiste, ki jih rab, da jih izkorišča nekako,
za neko svojo agendo, ne, in potem jih pač odvrže in potem spet naprej. Ne. Ja, Da zdaj pač hči njegova v tem vzratno-častnem inženirstvu. Ampak ni bo tekel vse v življenju kot po maslu, dokler bo to v korist vodniku. Vodnika, ja. In da to je nevarna zverina, ki se je strgala skete in da to ni v redu, no, v glavnem. Ampak Artur še zmerno razume. In pol pač Ford pove, da je pač ušel iz laboratorijev in da to je, mislim, a veš, kaj pa enkrat uide iz laboratorijev, to pa vsi vemo, da je zajeban. No, mislim, to je COVID, ali kaj? Pa smo spet izgubili unga poslušalca, ki posluša sam, kadar ne govorimo o COVID-u. Ampak nismo mislili zdaj govoriti o COVID-u, sam primerjava je bila. No. Ja. Zadnja taka stvar, ki je šla iz... Čeprav. Zadnja stvar, ki je ušla iz laboratorija, vodnik je tudi ušel iz laboratorija. No, v glavnem. Ampak, a veš, Artur se pa tudi ne da motiti, prav, da jaz sem sam delal sendviče tle, no, mislim, nimam jaz pojma o čemu za Bobovo voljo, ne. Hvala Bogu, da se ne obregnete v Boba, ker drugače bi bil še tle stari Bargo pa njegova stvar, ne. Ampak Lemo je tudi razložil, ne, da kakšno tehnologijo v bistvu uporablja, ne, ta nov vodnik. Ne. Ja. Nefiltrirano dojemanje. Tako. In da to z nefiltriranim perom nimam bene veze. Mogoče tudi ne. Veliko nefiltriranih perov pa si bliži temu, kar on... Nefiltrirano dojemanje. Lažje razumeš. Nisi pa tam. Vodnik je tam, ne. A veš, ti si pa sam na poti v bistvu, ne. Ker alkohol ni tako dober dojemljivec, da bi prišel do dna. Ne moreš toliko spiti, da bi prišel do tega dojemanja, ki ga je vodnik. Ne. Če bi bilo to easy, pol bi jaz še zmer pil. Oziroma niti ne bravo več. Ne. No, se zdaj tudi ne, tako da pa smo tam. A vidiš? Kukorkoli obračaš, vodnik bo prav. In pa Litek vpraša, Arturja, če sploh ve, kva to pomeni. Ja, te filtri pa vse to. Nefiltrirano dojemanje, pa kaj sem sendviče delal. Ja, valjda, ne. Zakaj tebi ni jasen, ne. Ja. In pa mu razloži, da ptič v bistvu je v vseh možnih vesoljih, ki obstajajo, je naprej, nazaj, posod, on je omnipresent in računovodje. Brez filtra, vse ve. In računovodje in kdo že teli, in tipi iz prodaje so ugotovili, da to je briljantna ideja in da to bo prodali samo enkrat in vsem in da to bo, ne. Jaz poznam še enega takega tipa. Mislim, več je baje teh tipov. Dobro, lej. Ker so pa vsod pa tudi se ful dobro prodajajo, ker so te tipi ugotovili, da se v to ful dobro prodajajo. Ne vem. Podobnosti z realnim življenjem so popolnoma naključne. Pa zanimivo je, da so tudi prisotni v vseh časih za naprej in za nazaj. In tudi v frekvenčnih razponih, ki jih mi ne vidimo, včasih se prikažejo tudi kot ogenj ali pa kaj takega, za nas ne uke, ne debile, tle Sapiens, razumeš tega, God Forsaken Planet v lepi slovenščini, ne. Lepa primerjava. Samo razmislek. Ja, pojmo. Mislim, če pa, jaz sem si predstavljal, da je ta nov vodnik res zajeban reč. Če je pa toliko zajeban reč, ima pa Ford prav. Če smo pa tle... Ampak, a veš, Artur ima nasprot. Artur se škil pa nešteka, kar računovodje mislijo. In pol mu razloži vse in kaj je in kaj ni. Vmes Artur malo zadrema. Veš, da ga je zmozgal. In se to si morate prebrati, ker Ford res razlaga in avtor si res da, razumeš, to so res... Izrazi so taki, da bi jih, kakšnega predavanja fizike, astrofizike, tako kot mora biti, Artur pa malo zadreval. Jaz mislim, da je to čisto naravna reakcija. Kaj je rekel, veš, kako na računalniški faks, pa je rekel, da ima 3 matematike, pa mene ne razume. Ja. No, in pa omen vogone, ne? Pa nekako Artur, njih pa razumem, oni niso v redu. Njih pa poznam. Njih pa poznam, ne. Končno je zabrenkal na njegove strune.
Nekaj slišiš, ko poznaš, pa veš, da se bolj primeš tega. Ja, točno to. Ampak pa se pa zgodi en hrup in Artur Grom. Grom. Tako, ja. Zdaj bo tako. Ne, bi bilo dobro, če bi imeli montažera, ampak smo ga odpustili, tako da zdaj si ga predstavljate, ta grom. Če si ga dal dober, sej noter. Ja, ne, bom dal jaz. V glavnem grom in pol, Artur plane na noge, kar naenkrat, veš, v bistvu, iz pol spanca, ne. Aha, ne, to ni grom, to je jesenska selitev čisto navadnega goveda. Lej, veš, scenaristi že vedo, da bo odpoščen, kaj je skrajšal čisto navadno govedo v črnega. Veš, ne. No in pač Artur pove, da se je začela selitev in pol seveda mora pa še Artur razložiti, kako je s čisto navadnim govedom. Kle se pa on počuti na domačem terenu. Zdaj pa ne grem pa jaz tu. Jaz, veš, majstore. Pa končno Ford neki ne ve, ne. Kar je res, ne. Ja. In Artur je bil le redko deležen zadoščenja, da so se Fordu od osuplosti na široko odprle oči. In pol je bil pečino obešalnik. Mislim, je, ali bo. To je ta vodnik 2.0. Je bil bo. Je bil bo. Je bil bo bog. Ja, bomo slišali drug teden, ne? Ja, če ne bomo preskočili kam. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri upamo, da smo vam na bolj zanimiv način kot Ford Arturju razložili vzvratno časovno inženirstvo. Mislim, da ne, ampak smo se pa vsaj trudili. Sej jasno. Če niste zaspali zraven, smo bili bolj zanimivi, kot Ford. Yes! Če ste ne, smo se pa se zdaj predvsem, kjer že voz v službo, ki nas posluša? Ja, ne vem, pozabil sem zdaj. Aj Miha? No, ti ne prosim zaspati. Če on ni zaspal, je... V glavnem, ja, prosim ne zaspati med vožnjo, to ni dobro. Česarkoli, tudi če je kombajn. Ja, se posaš pa nekam prekucno. Ja, to je problem, ja. Bomo mogli disclaimer posneti, veš, da ne smeš med vožnjo, tako kot za te sprostitvene tehnike. Zdaj ste me ustrašili in zdaj bomo v naslednji epizodi začeli epizodo tako kot Ališič, veš, ne, po 5 minutah bo en mogel zato ulala! Da bomo imeli te protispalne. A veš, kaj v avtu... Sam prej neki nakašta, ker jaz imam visok pritisk, da me nauke izsunali slučajno. Stari, če ti jaz nakazal, te bo sunil, ko boš videl, kaj sem ti nakazal. No, mislim, lahko mi kaj nakažeš. Zdaj bi bil, po 3 letih bil pa res že čas. Nimamo računovodje, ali ne moramo. Če prej rekel, bduva. Se smo prejšnjega tedna, da si v 180 epizod saj da rečeš. Zdaj rečeš ti pri 180. Zdaj, ker imamo računovodje. Spet pokazal ta star slovenski pregovor, kdor jezika špara, kruga strada. Dobesedno. Mislim, enkrat na let na pikniku ga dobiš, no. Kruh, mislim. Kruh, Ustalo pust za goste. Tako da, dejte nam kakšno oceno na Apple Podcasts. Sam še 2 nam manjkata do 42, pa ne več, ampak glede na to, da smo nazadnje prosili po let, pa ni bilo nobene od teh 2, verjamem, da zdaj ne bo kar 6, tako da, a veš, v easy, ne. Ker se folk sproš. Ja, če pa bi nas radi podprli po tem, kar ste ravno kar slišali, pa hvala za seribe.si. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Hvala. Prosim, pogledal sem te, pa sem rekel, zdaj moram ne gledati, zato ker Zimo, včasih mi Zi jebo, če sem ga pogledal, sam pa sem se spomnil, 180 epizod je zihar zdaj že zna. Tako da, evo. Da si mislil, kaj rekel, z tega sem tudi malo zastavil. Ne, nisem, vse sem bil čistih, samo ali neki... Ja, ali za tega sem tudi jaz se malo ustavil, ali neki pošmel pa. Ja. Ne šmetajo, no. Pa sem se ustavil malo. Čist neprofesionalno po 180 epizodah. Ja, če je bilo sam 180, bi bilo še neki, sam kaj že 100 neki... 183. Ja, plus 0. Ja,
Pa še 2 za ekstra, ja. Ja. No, to.